Razvoj novih tehnologij omogoča boljšo dostopnost do informacij in komunikacij za osebe z okvaro sluha. Od posveta Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki je bil 13. avgusta 2018 z naslovom Dostopnejše tehnologije, je minilo skoraj leto in pol. V tem času je Ministrstvo za kulturo objavilo razpis, ki omogoča razvoj tehnologij za boljšo dostopnost. Na tokratnih predavanjih, ki so bila sprva zastavljena kot posvet in okrogla miza, vendar so svojo obliko spremenila zaradi nastale situacije s koronavirusom, se bomo seznanili z novostmi na področju dostopnosti, predvsem glede sprotnega podnaslavljanja, pretvorbe govora oziroma avtomatske razpoznave. Seznaniti se želimo tudi z novostmi v Sloveniji, potrebami oseb z okvaro sluha ter nadaljnjimi konkretnimi koraki, ki so potrebni za implementacijo. V živo si bomo predavanja lahko ogledali v sredo 21. oktobra ob 17. na 3x2v.spletnatv.si. Po končanem predvajanju si boste predavanja lahko ogledali tudi posamično. Govorci, pomen sprotnega podnaslavljanja in avtomatske razpoznave govora v besedilo. Boris Horvat, predsednik ZDGNS. Drugi, novosti na področju dostopnosti komunikacij in informacij za osebe z okvaro sluha. Dr. Matjaž Debevc, Univerza v Mariboru. Tretji, govorne tehnologije za slovenščino in njihova uporaba. Dr. Andrej Žgank, Univerza v Mariboru. Doktorica Jerneja Žganc-Gros, Alpineon. Dr. Simon Dobrišek, Univerza v Ljubljani. Četrti, projekt Tolmač, razvoj sistema za avtomatsko razpoznavo, prevajanje in sintezo govora. Dr. Marko Bajec, Univerza v Ljubljani. Javni razpis Ministrstva za kulturo, razvoj slovenščine v digitalnem okolju, jezikovni viri in tehnologija. Magda Stražiščar, podsekretarka v službi za slovenski jezik, ki tudi vodi javni razpis Razvoj slovenščine v digitalnem okolju, jezikovni viri in tehnologije. ABC podnaslavljanje, Roman Demir, organizator, tolmač slovenskega znakovnega jezika, sodeloval pri vzpostavitvi projekta ABC podnaslavljanje. Vljudno vabljeni.